Drage Bežigrajčanke in Bežigrajčani in tudi vsi ostali, še posebej tisti, ki vsako leto 2. novembra prihajate tukaj na Navje, ko molimo na praznik vseh vernih rajnih za vse, ki so bili pokopani na tem pokopališču pri Svetem Krištofu, ki je kasneje postalo zreducirano na Navje. Letos žal obhajamo to na povsem drugačen način. Tako da bova tukaj z vami, s patrom Miranom, in bomo v duhu povezani, tudi preko spleta. Ne bo ta molitev tista, ki nas povezuje z našimi rajnimi in predvsem z zavestjo, da smo vsi na poti v nebeški Jeruzalem. Nebesih sem doma, to oznanjuje ta, mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo, mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je pridobil večno življenje, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Bratje in sestre, z našimi dragimi rajnimi starši, prijatelji, sorodniki in dobrotniki smo vedno povezani z molitvijo, blagim spominom in lepo besedo o njih. Prav pa je, da jim vsaj enkrat na leto posvetimo še posebno pozornost in ljubezen svetim opravilom za rajne v domači cerkvi in v domači Božji njivi počitka in vstajenja. Tiste, ki Boga že uživajo, smo počastili na praznik vseh svetih. Gotovo pa so še mnogi rajni potrebni naših molitev in duhovne pomoči, da bodo mogli v slavo in blaženost neskončno svetega Boga. Z notranjo zbranostjo v Svetem Duhu, sodelovanjem v veri in ljubezni pri svetem opravilu v Jezusu Kristusu, odrešniku vseh ljudi, izkažimo rajnim svoj ljubezen v občestvu svetih. Prisluhnimo najprej Božji besedi. Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, Davidovega potomca, kakor sem oznanjal v svojem evangeliju. Zanj prenašam celo verige, kakor bi bil hudodelec. Vendar Božja beseda ni uklenjena. Zato vse prenašam zaradi izvoljenih, da bi tudi ti dosegli rešitev, ki prihaja od Kristusa Jezusa z večno slavo. Zanesljiva je tale beseda. Če smo z njim umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Če z njim vztrajamo, bomo z njim tudi zakraljevali. Če pa ga bomo zatajili, bo tudi on nas zatajil. Če se mi izneverimo, on ostane zvest, kajti sam sebe ne more zatajiti. To je Božja beseda. Bogu hvala. Pri Gospodu je dobrota. Pri Gospodu je dobrota. Iz globočine, Gospod, kličem k tebi, Gospod, usliši moje klice. Tvoje ušesa me poslušajo, glas moje ponižne prošnje. Pri Gospodu je dobrota. Če boš gledal, Gospod, na krivdo, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda pri tebi je odpuščanje, da bi ti v spoštovanju služili. Pri Gospodu je dobrota. Upam Gospoda, moja duša upa, čakam na njegovo besedo. Moja duša čaka na Gospoda, bolj kakor stražarji na jutro. Pri Gospodu je dobrota. Aleluja, aleluja, aleluja. Jaz sem stojenje in življenje, govori Gospod. Kdor veruje v mi, vekomaj ne bo umrl. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz Svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril:
Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili, ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tu je bilo nekoč pokopališče, danes komaj še kakšna sled od njega. In vendar so tu pod temi tlemi telesni ostanki mnogih rodov, ki so bili pokopani pri Svetem Krištofu. Pa ne samo pri Svetem Krištofu, tudi ob severni vpadnici nekdanje Emone. Ob cesti so bili pokopani, tile pa so pravzaprav tudi že pod cesto. In mi hodimo po njihovih grobovih. To je lahko znamenje prezira ali pa tudi znamenje odgovornosti. Ko hodim po tej zemlji, nikoli ne hodim samo po tehle tleh, ki sem jih jaz tlakoval. Hodim po vsej zgodovini. Hodim kot dedič vseh tistih, ki so živeli tu in so tu pustili svoje sledi. In zato sem za njih odgovoren, zato je vsak moj korak tu po Dunajski, tule po Navju, okrog gospodarskega razstavišča in okrog naših cerkva vedno tudi korak spoštovanja, hvaležnosti, zato ker lahko hodim po nečem, kar je dozorelo, kar je zorelo dolga stoletja in želim, da to seme pade tudi od mojega življenja, da bodo lahko tisti, ki bodo hodili po teh cestah, po teh krajih, tudi hvaležni za to, kar smo mi danes pustili. Dragoceno je seme vere, ki je bilo dano, vsejano v naša slovenska tla. Bodimo za to seme odgovorni, da bo zraslo, da ga bomo znali predajati tudi tistim, ki prihajajo za nami, ki bodo morda prihajali s kako svečko tudi na naš grob, pa ne samo svečko, tudi z vero in upanjem, da je za nas vse dom v nebesih. Dragi bratje in sestre, v živi zavesti občestva svetih, da smo vsi, živi in rajni, združeni v Svetem Duhu v eno družino, z vsem zaupanjem prosimo zdaj trojedinega Boga za vse rajne. Nebeški Oče, vsi ljudje smo tvoji ljubljeni otroci. Sprejmi večni dom vse rajne, ki so še na poti k tebi. Prosimo te, usliši nas. V svoji očetovski dobroti bodi usmiljen, posebno s tistimi, ki so umrli nagle in nesrečne smrti in so pomoči najbolj potrebni. Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš brat in odrešenik, v neizmerni ljubezni si za nas daroval svoje življenje. Sprejmi v svoje kraljestvo luči in slave vse rajne papeže, škofe in duhovnike, še posebej naše rajne dušne pastirje, patra Kazimirja, patra Gabriela, patra Metoda, patra Krizologa, patra Stanka, patra Romana in patra Jakoba. Prosimo te, usliši nas. Podeli vso srečo in večno življenje vsem voditeljem narodov in vzgojiteljem ljudstev, ki so pospeševali mir, pravičnost in duhovno omiko. Prosimo te, usliši nas. Sveti Duh, Gospod življenja in ljubezni, naj najde v tebi večno veselje vsi naši rajni starši, prijatelji, sorodniki, dobrotniki in vsi, ki so z nami hodili skozi življenje. Prosimo te, usliši nas. Uživi nam vero v življenje po smrti, očisti nas samoljubnosti in zemeljske navezanosti, podeli nam milost, da bomo zares ena družina v Božji ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Molimo, bratje in sestre, za vse, ki počivajo na tem pokopališču in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Dobri Oče in večni Bog, vsakemu narodu izbiraš voditelje, ki naj mu kažejo pot duhovnega in materialnega napredka. Tudi naš slovenski narod si obdaril z možmi in ženami, ki so ga vodili. Razumeli so svoje poslanstvo in mu ostali zvesti. Prosimo te, sprejmi jih v večno srečo. Poplačaj vse njihove napore in žrtve. Pri tebi naj še vedno spremljajo slovenski narod, ki je na poti k svojemu večnemu cilju. To te prosimo po Jezusu Kristusu, tvojem Sinu in našem Gospodu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Nebesih sem doma, otegane sveta, nebese veseli, ja priti si želim. Nebese veselim, ja priti si želim. Nebesih sem doma, kjer družba angelska se večno veseli. Si mene tja želi, se večno veseli. Si mene tja želi. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela za naše rajne in jim izkaži svojo neizmerno očetovsko dobroto, ljubečo skrb Jezusa, dobrega pastirja in Svetega Duha, posvečevalca, da se bodo v tebi veselili vekomaj. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Nebesih sem doma, tam Jezus krono da, tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom. Tam je moj pravi dom, tam večno srečen bom. S tem smo zaključili tudi naš prenos z Navja. Vabim pa vas, da še ostanete z nami. V sklepu bi se rad zahvalil družini Štular za prenos, da so omogočili, da smo lahko tudi na ta način bili povezani. Vabim pa vas, da si pogledate kratek video, ki ga je zmontiral Nejc Štular, in sicer o kratki zgodovini Navja, ki je že leta 1940 napisal Rudolf Mole. Na zadnji seji mestnega sveta Ljubljanskega leta 1936 je njegov ud Viktor Andrejka, polkovnik v pokoju, predlagal, naj bi mestna občina poskrbela za dostojno zadnje počivališče našim zaslužnim možem. Pri tem ga je zlasti vodila misel
da bi se zbrisala s sveta velikanska sramota, ki jo je kazalo zapuščeno, opustošeno in oskrunjeno pokopališče pri Svetem Krištofu. Mestni svet je sprejel predlog. Škof, dr. Gregorij Rožman, je odstopil mestni občini precejšen kos pokopališča v Barkadah, prostor, ki ga je nasvetoval v ta namen profesor arhitekt Jože Plečnik. Mestna občina je dala za preureditev potrebno vsoto in oddala delo mestnemu arhitektu Ivu Spinčiču. Delo se je začelo leta 1937 in je bilo dokončano jeseni leta 1938. Dne 30. oktobra je novo častno grobišče blagoslovil član mestnega sveta, kanonik in arhidiakon dr. Tomaž Klinar, ob navzočnosti zastopnikov oblasti in kulturnih institucij. V svojem govoru je predsednik mestne občine dr. Juro Adlešič za to častno grobišče določil ime Navje. Arhitekt Spinčič je preuredil ves kompleks tako, da obiskovalec nima vtisa, da prihaja na pokopališče, marveč v lep park s stezicami in poti, z drevjem, zeleno trato in pisanim cvetjem, med njim pa se dvigajo spomeniki zaslužnim možem. Poprejšnje arkade so se temeljito popravile. Pri urejevanju so gledali tudi na to, da se je ohranil, kolikor je bilo pač mogoče, tudi milje prejšnjega starega pokopališča. Zato so se prenesli tudi nekateri stari, lepi klasicistični in biedermajerski spomeniki s stilnimi napisi, da se vsaj nekoliko tudi pokaže velika kultura nagrobnih spomenikov od konca 18. in tja do srede 19. stoletja. Ekshumirani so skoraj vsi pozemeljski ostanki naših zaslužnih mož pri Svetem Krištofu in preneseni na novo urejeni prostor. Prav malo jih je še ostalo na starem prostoru, ker so bili žal že izginili spomeniki in ni bilo mogoče več določiti prostora, kjer so počivali. Prenesli pa so tudi samo spomenike, ker pozemeljskih ostankov ni bilo mogoče več dobiti. To velja za spomenike Antona Tomaža Linharta, Valentina Vodnika, Matija Čopa, Emila Koritka in Jozefa Resla. Pozemeljski ostanki dr. Eda Šlajmarja, Ivana Groharja in Frana Masla Podimbarskega pa so bili preneseni od drugod. Nekateri grobovi, Kopitarjev, Tuškov in drugi, so bili že prej na sedaj preurejenem prostoru. Ves prostor je ograjen deloma z zidom, arkadami in živim plotom. Vhod je z Vilharjeve ceste. Po stopnicah, ki so napravljene iz kamenja starih zapuščenih nagrobnih spomenikov, se pride skozi portal z železnimi vrati. Ljubljana ima originalen, dostojen in arhitektonsko srečno rešen svoj panteon, kar pride zlasti do veljave, ko ga krasi pisano cvetje med zelenjem in drevjem. Spomeniki so večji del skromni, a okusni, ne kričeči, skromni, kakor je naš narod. Glavna zasluga za to častno grobišče gre gotovo iniciatorju ideje, polkovniku Viktorju Andrejki in škofu dr. Gregoriju Rožmanu. Zapisal načelnik mestnega kulturnega oddelka dr. Rudolf Mole.